Lep dober večer vsem skupaj. Sem predsednik Čebelarskega društva Komenda, Milan Starovasnik, Mežitek, po moje vse poznate. Danes smo se zbrali v okviru občinskega praznika, da predstavimo še malo čebelarstvo in tako je nastalo današnje predavanje na temo med in zdravje v okviru tudi skupaj z turističnim društvom. Predavatelj je danes gospod dr. Kapš, ki prihaja iz Novega mesta. Zdaj pa za sam začetek bi jaz eno kratko predstavitev Čebelarskega društva naredil, tako da saj spoznate, kdo so člani, kar je bilo na hitro včeraj poslikano, odkar boste videli malo, odkot prihajamo, s kom se bavimo in tako naprej. To je zdaj društveni prapor, katerega imamo posvečen je bolj, kaj ne ste videli, Petru Pavlu Glavarju, ki je bil komenski čebelar, velik učitelj in začetnik dejansko za pospeševanje čebelarstva. Tle lepo vidimo pač matico in čebele, ki so pač uvezane v ta prapor. To je društveni čebelnjak, ki stoji tukaj zraven na tem hribčku, tako da kdor želi se ga lahko potem naknadno tudi ogleda. No, to je naša kranjska čebela Apis mellifera carnica, s katero moramo čebelati v Sloveniji. V bistvu je tudi prav, da čebelarimo in jo zaščitimo. Tukaj vidimo, kako nabira mano na vršičkih, v bistvu na vejicah od hoje in na lipovem cvetu. Tukaj boste zdaj videli seznam komenskih čebelarjev. Dal sem pač na začetka te podatke tistih, kateri smo, se pravi predsednik Tani Bulganik, potem so pa vsi člani še, skupno nas je 22, s tem, da nekateri prihajajo tudi iz drugih okolišev, iz Ljubljane, iz Škofje Loke, tako da saj vidite, kateri delujemo v tem društvu. Po celi Sloveniji smo znani predvsem, v bistvu bolj kot ne, o organiziranju seminarjev namenjenih za samo čebelarstva. Tako da vsako leto do zdaj smo skoraj organizirali eno izmed predavanj na razne teme, od vzreje matic, panjske sisteme, tehnologije in tako naprej. Udeležba je ponovadi presenetljiva. Tam tudi do 85 slušateljev iz cele Slovenije, od Nove Gorice, Bovca, Prekmurja. To je zdaj ena slika iz strokovne ekskurzije, ki smo imeli v Štanjel. Potem je pri gospodu Pušniku, ki je danes tukaj z nami, tudi v Šentjur, v bistvu na Babno goro. V sodelovanju z turističnim društvom predstavljamo tudi razne pogostitve in predstavitve, ko prijo razni tujci v občino Komenda. Tukaj vidimo zdaj iz Islandije pevski zbor, ki je bil lansko leto. No, da bomo pa pač predstavljali vsega člana posebej, za tiste, ki smo pač uspeli včeraj poslikati, pa malo zraven še dodati. Zraven imate napisani, iz katerega kraja čebelar prihaja, če je pa zadeva še v oklepaju, dodatno pa pomeni, na kateri sami lokaciji stoji ta stojišče, iz katerega prihaja slika. Zraven bomo predstavili še kolektivno blagovno znamko, ta slovenski med kontrolne kakovosti, ki odzuni lahko tudi dobite te prospekte. To predstavlja ta prilepka, ki jamči, da je med res pridelan v sami Sloveniji pod kontrolo, da ima vsebuje manj kot 18,6% vode, da ta med ni pregret, kar je pa bistvo, da je to slovenski med. Se pravi, zaščiten je tudi na Uradu za Republike Slovenije za intelektualno lastnino, ta prilepka, tako da garantira res pravo kakovost. Prilepka zgleda takole, se pravi, zgori gore je čebelnjak, potem je serijska številka, tam vmes je satje, pa znak od Čebelarske zveze Slovenije. Tukaj vidimo zdaj, kako poteka sam nadzor, kaj pač pregledniki so šoleni za to upravijo in te zadeve. Tle vidite, zakaj naj bi ta
blagovna znamka sploh prišla v veljavo. V bistvu bolj kot ne je za zaščito samega potrošnika, da je garant, da prihaja med res iz Slovenije, iz neokrnjene narave, zakaj bi uvažali med iz drugih okolij, ki pač človeškemu organizmu ne koristijo tako, kot bi pač morali. Tamle imate v klapaju vpraševanje. Čebele dejansko na pridelkih odpade približno 10% samo njene vrednosti, ki jo predstavlja za samo naravo. Tako da nihče ponovadi se nikoli ne vpraša, kje dobimo jabolka, kje dobimo razno drugo sadje in te zadeve, ki ga pač čebele tudi vprašijo. Se pravi, korist naj bi imeli dejansko vsi čebelarji, člani Čebelarske zveze Slovenije, ostali čebelari, ki imajo tudi čebele v Sloveniji, in polnilci med. Za med. To ne pomeni, da med potem oni pripeljejo iz tujine, pa ga pa nas pakirajo kot slovenski. Se pravi, pogoj je vsebnost vode manj kot 18,6%, za med evropske kvalitete mislim, da je celo do 22%, Slovenija ima zato toliko nižji standard, kar pa pomeni samo toliko večjo kvaliteto. Se pravi, trenutno sva dva v Komenskem društvu, ki imava te prelepke, so z gospodom Prezlom. To bi mu jaz na kratko, kar se tiče z društva, zdaj bi pa prosil gospoda doktora Kapša. Torej, jaz sem se začel ukvarjati z medom kot z živilom in zdravilom. Jaz ne poznam tako dobro tehnologije čebelarjenja, tako kot nekateri, ki ste dobri čebelarji, ampak samo ko med pride v usta in naprej. To je mene zanimalo. To je pomembno, kako med deluje na človeško telo in kako deluje na zdravje. Vi veste, da je čebela bila na zemlji pred človekom in da je človek počasi to osvajal in tako dalje. In da so počasi seveda, da se je človek boril z medvedom, kjer bo prej prišel do medu, do čebel in tako naprej. To ste vse verjetno že slišali in veste. Ampak so potem pogruntali tudi počasi, da je med koristen. Sprva so uporabljali med samo skupaj z zdravilnimi zelišči raznimi, pa so ga imeli samo za sladilo, ker prej ni bilo sladkorja, niso poznali tega sladkorja, zdaj pa so ga uporabljali za sladilo. No, prvi, ki je pa recimo, ki je napisal nekaj in ki je poznan o tem, da je več kaj govoril o medu, je bil Hipokrat. To je bil starogrški zdravnik, ki je znan. Hipokrat, veste mi, to je oče zdravništva, zdravilstva, ker mi imamo še danes Hipokratovo prisego in vse te stvari take, da imamo v čast njemu. No, on je bil tako dober zdravnik, da je z medom zdravil. In sicer, kot vidite, on je z medom zdravil zagnojene rane. On je z medom zdravil vročico. Vročica namreč je mišljena ne vročina, kot vročina, samo vročina, višja telesna temperatura, ampak je vročica mišljeno kot revmatična vročica. Veste, ko pride, recimo, če ima nekdo angino, potem se ne pozdravi dobro in pravilno in potem po 14 dneh, 3 tedne ali kaj takega pride pa ponovna, bi rekel, vročina, ki pa je drugačna od navadne vročine. Tu se še človek trese, bolijo ga sklepi, visoko vročino ima tudi in seveda otečejo mu sklepi in tako naprej, ali lahko pride tudi okvara ledvic, okvara na srcu in to so te revmatična vročica. No in te vročice, te gnojne, te bi rekel vročice in te revmatične vročice je preprečeval Hipokrat z medom. In potem je razne krvne bolezni in tako dalje. V glavnem je napisal okoli 300 receptov, s katerimi, mislim, kjer je uporabil med kot zdravilo, kot, bi rekel, eno od zdravilnih sredstev. Seveda, med so
Med so potem uporabljali na vse načine in na vse pretege. V glavnem so ga uporabljali za sladilo, pa tudi za zdravilo. Za živilo, vi veste, da so morali ljudje plačevati razne, recimo kmečki ljudje in tako naprej, so plačevali z medom davke, razne davščine, razne obveznosti, ki so jih pač razne stvari, ki so jih imeli in so z medom plačevali. Nekdo je moral dati med, nekdo je pa dal med na mesto pšenice, bom rekel, na mesto pač drugega, ki je moral dati te davščine, razne te materialne davščine. In na podlagi tega so se nekateri bolj zdravili, bom rekel, so imeli nekateri to priliko, da so uporabljali med. Jaz vem, ko sem bil majhen, je imel v naši vasi, samo en je bil čebelar, en je imel čebele in ko je imel še na kraničih, tiste, tak sistem prvi. In ko je točil med, ko je nam je malo na kruh dal, malo medu pa satja, pa smo mislili, da se veste, otroci smo to bili strašno veseli, če smo kaj dobili od tega. No, danes je to malo lažje, malo boljše, tudi štandard je drugačen, več od nas je čebelarjev, pa tudi vemo, mnogo ljudi ve, da je med zdrav in koristen. Zdaj pa, če ćemo malo poznati, zakaj je koristi, zakaj med bom na hitro preletel, zato da se ne bomo s tem, se ne mislim dolgo zadrževati, kako je med sestavljen. Vi veste, da je med sestavljen, pogledajte, iz sladkorjev, največji kos pogače te torte so sladkorji, potem so druge snovi in voda. Ni vode okoli 20%, približno, odvisno od medu, odvisno od vrste, odvisno od letne paše in tako dalje. O tem ne bi jaz več govoril, ampak samo toliko, mislim, to je, bi rekel, groba sestava. Pomembno je, da veste, da je v medu, v eni žlici medu, imamo vse tiste snovi, ki so sicer v človeškem organizmu prisotne, ki so sicer v človeškem organizmu. Torej imamo vse minerale, imamo vse beljakovine, torej v obliki aminokislin. Aminokislina je osnovna enota beljakovin, ne beljakovina, to je gradbeni element, osnovna enota. Potem imamo encime, hormone, vitamine, vse tiste, kar človeško telo potrebuje. Kar je v človeškem telesu, to je tudi v medu. Oziroma nasprotno bom rekel, kar je v medu, to potrebuje tudi človeško telo. To je zelo pomembno vedeti, da v eni žlici medu imate torej žlico zdravja. To je, imate vse, kar telo potrebuje. Kar telo ne potrebuje, tako in tako odvrže. O sladkorni bolezni, o tistem, kdo ne sme, kako ne sme, to se bomo malo kasneje pogovarjali, vendar sladkorna bolezen, vsak sladkorni bolnik, kar mimogrede povem, mora jesti tudi vse, tisto kot tisti, ki nima sladkorne bolezni, mora jesti vse minerale, vse vitamine, vse mora jesti, samo sladkorje se mora malo v manjši količini ogljikovih hidratov, sladkorja, mislim torej in nekaterih še količinsko drugih snovi manj. Drugače pa sladkorni bolnik mora jesti ravno tako kot drugi bolnik, samo količinsko so nekatere omejene. Tudi med lahko je sladkorni bolnik. Vsak sladkorni bolnik lahko poje pač polovico toliko kot odrasel. Če priporočam jaz odraslemu eno žlico medu na dan, veliko žlico, torej oranž žlico, potem pomeni za sladkornika, za bolnika s sladkorno boleznijo različno. To je pač se mora sicer s svojim zdravnikom posvetovati, vendar načelno tisti, ki ima sladkorno bolezen, ki ni odvisna od inzulina, to je tako zvana diabetes 2, sladkorna bolezen tip 2, tam tisti lahko poje mirno eno malo žličko
vsak dan torej eno žličko. Tisti, ki so pa na inzulinu, je pa zelo dobro, da to prej preprobajo, da to prej preizkusijo in se posvetujejo z diabetologom, torej s tistim zdravnikom, kjer se zdravijo sladkorno bolezen. Zelo pomembno je, da vidite, da so v medu torej tudi baktericidne snovi. To pomeni bakterije uničujoče snovi. Pozneje vam povem, v medu je penicilin, so antibiotiki, je vodikov peroksid. Torej, to so zelo pomembno je to vedeti, zato je tudi zdravljenje recimo, ali preprečevanje do nekaterih bolezni, ali pa recimo zdravljenje ustne votline in tako naprej, o tem se bomo. Potem so pa v medu flavonoidi, vidite zadnjo desno, meni ni baterija mi crkljena za tiste, da bi kazal. Se vidite tam na desni spodaj. To se bomo pa malo pozneje pogovorili. To so pa posebni antioksidanti, torej posebne snovi, ki jih potrebujemo za preventivo, da ne bi zboleli. In to za vse sortne bolezni. No, gledajte, v sladkorje jaz ne bom, mi imamo v medu vse sladkorje. Enostavne sladkorje, potem dvojne sladkorje, to se pravi disaharide, rečemo dvojne sladkorje in polisaharide, torej in sladkorje, ki imajo več, ki so tako zvano sestavljeni sladkorji. V medu ni to, kar misli veliko ljudi, tisti, ki ne poznajo medu. Oni govorijo, da je v medu samo saharoza pa maltoza. Nažalost sem našel v eni reviji, mislim, da je bilo Zdravje, ker je nekdo pisal, da je med pač nič drugega kot sladkor. Žal je, mi smo morali reagirati, namreč to ni res. Tudi sladkorje imamo en kup. Vse sladkorje, ki so v naravi, imamo v medu. Imamo seveda tudi sadni sladkor, na desne tista pogača, pogledajte, plava, fruktoza. Tistega je sicer največ, kar je pa izredno pomembno, da vemo. To je drugače, veste, tale glukoza, rdeči, vidite, rdeči, tale dol, rdeči kos po torte, teh je res največ, vendar imamo, vidite, unih drugih še veliko in so zelo pomembni. Pomembna je tudi zgradba teh, no bom še povedal, pomembna je tudi, kako sta zgrajena, gledajte. Namreč ta navadni sladkor, navaden cukor, ki ga imamo za kofe, ali pa jaz ne vem, za kar ga damo, to kristalni sladkor. Ta kristalni sladkor sta dva enostavna sladkorja, dva monosaharida, torej glukoza, torej sadni sladkor in grozdni sladkor. Sta skupaj kristalno zvezana. Zdaj pustimo to kemijo, kako in kaj, to ne bi zdaj tako natančno šli. Medtem ko je v medu bistvena razlika. V medu sta pa tako, pogledajte, tisto rdeče, na sredi je grozdni sladkor, okoli in okoli je pa sadni sladkor, fruktoza. Predstavljate si kroglico, majhno, to je tisto rdeče, je grozdni sladkor in okoli te kroglice je plašč, je pa sadni sladkor. In sadni sladkor ali fruktoza je zelo pomemben. Mi recimo, kadar imamo bolnika, ki je zelo slabo, ki mu je v šoku, recimo izmeraj v intenzivni negi, mu dajemo fruktozo, torej sadni sladkor, zato ker je lažje, boljše in hitreje je prebavljiv in manj, bi rekel, škodljiv. Pa še eno stvar ima v sebi, med, ki seveda navadna tekočina, kemična nima, ki mi dajemo fruktozo, torej dajemo, ampak ima v sebi še eno posebno snov, ki se imenuje tako zvan glukotilni faktor, ena snov, ki nam pomaga pri prevajanju dražljajev med živci in med mišicami, med živci samimi, tako da smo čim prej
možgansko zdravi in pa da je v telesno, da smo močni, ker pridejo tako zvana kontakt, tisti sinapsa, rečemo temu strokovno. To je kontakt med dvema živceva ali pa med živcem in mišico. In to se ne dotika direktno, ampak gre preko enih zrncenih snovi, ki se prevaja čez, in tam noter je zelo pomemben ta acetilholin, ki ga imamo v medu, ki ga v medu dobimo največ in ga veliko dobimo, ki ga v drugih jedeh je manj ali pa zelo malo. Če vi sladkor, navaden cukor, ta za kofe, kristalni sladkor, če ga vi daste v vodo, se lepo raztopi in je vse v redu, in če ga segrejete, se nič ne pozna, se voda, če date v kozarc, ne bo nič videlo. Medtem ko če med vi segrejete preko 40 stopinj Celzija, preko 40 stopinj ali pa približno preko 37, toliko približno kot je telesna temperatura. Tisti, ki imate otroke majhne, pa veste, ko daste flaško, ko preden date pit otroku, čajčka ali pa ne vem kaj mu date flaško, nekam tako pogledate, če je prav topla, da ni prevroča ali pa da ni premrzla, in toliko približno smete med segret. Če ga več segrejete, potem gresta na razen tale dva, glukoza in fruktoza, torej ta grozdni in sadni sladkor gresta na razen, in tak sladkor nikoli, tak med je tekoč in ga nikoli več ne morete spraviti nazaj. Nikoli ne bo kristaliziral. Med se imenuje strt, se strinjate, strt rečemo tudi medu. In zato, ker je strt, zato je vsak med kristalizira, vsak med. Eden malo kasneje, eden malo prej, odvisno je od vrste, odvisno je od letnega časa in temperature zunanje in tako dalje, ampak vendar praviloma vsak med kristalizira. In tisti med, ki ne kristalizira, je nekaj narobe, ali je pregret, ali je pa kaj drugač narobe. In med kristalizira. Zato si zapomnite, v trgovinah imate razne nalepke. To, kar je prej gospod predsednik govoril, to je zelo pomembno vedeti. Slovenski med mora biti, tisti, ki vam da med, mora biti garantirano pravi med. In ne sme biti pregret in mora biti pravi med, torej lahko je kristaliziran, lahko je trd, ne bi rekel, lahko je pa tekoč, če ga boste svežega ali pa poleti, ali pa tako naprej, seveda, ali pa vam bo ga prej malo segrel, toliko, da ne bo presegel, on že ve, čebelar že ve, koliko je prav, da ga ne bo pregrel. Ampak tisti med, ki imate recimo po zimi, pa če vam ne kristalizira, to je nekaj narobe. V trgovinah boste videli razne uvoznike, ki uvažajo od drugot med. Tisti med mi ne garantiramo in ne vemo, ali je pravi med, ali je narejen iz medu, oziroma ali so ga čebele prinesle, ali ga je kako drugač, ali kako je s tem, tudi ne vemo poreklo. In med, ki ne kristalizira, malo bodite previdni pri kupovanju medu, ki ni slovenski med. Pa ne da bi zdaj jaz forsiral, jaz ga nimam toliko, da bi ga reklamiral, ne da bi ga vsem prodal, ker ga imamo nekaj kilc samo to za družino. Ampak govorim, slovenski med je sigurno, tisti, ki ima nalepko čez, je sigurno original, pravi med. Zdaj vseeno, ali je to med iz Komende, ali je med iz Novega mesta, ali je pa iz Postojne, to ni bistvenih sprememb, malo se mogoče razlikuje od vrste paše, od vrste, eden je bolj na lipi, drugi je bolj na akaci, tretji bolj na kostanju, gozdni med je drugačno, o tem se bomo malo kasneje. Pomembno je, da veste, da med mora kristalizirati, oziroma, če ne kristalizira, je mogoče preveč segreti, to ni dobro. Potem med zgubi na kvaliteti. Toliko. No, jaz to nima smisla, da vam pripovedujem. To so sladkorji, ki so razni sladkorji. Veste, imate spet vse te sladkorje,
Lejte, to so samo enostavni sladkorji, potem imate kaj v medu, potem so dvojni sladkorji, o tem smo se ravno kar pogovarjali. Lejte, potem so pa polisahari, torej sladkorji, ki so, ne, to imate vse v medu, to ne mislim. No, mogoče bi vam povedal, da imamo v medu minerale ali rodninske snovi, lahko tudi rečemo. Zavedati se moramo, da so v medu vsi tisti minerali, ki so v Mendeljejevem sistemu naravni minerali, torej ki so naravni elementi, ne radioaktivni, pa ne tisti drugi dodatki, lantani in tako, ampak vsi, ki so v periodičnem sistemu elementov, tam torej hočem reči nekaj drugače, po domače rajši povedal. Vsi elementi, mikro in makro, enih je več, enih je pa manj. To je zdaj odvisno od paše, odvisno je od vrste potrebe, vendar imamo vse elemente v medu. Če vzamete se enkrat, torej vse, če človeku manjka železo, ga dobite v medu. Če vam manjka bor, ga dobite v medu. Če vam manjka, kalcij, ga dobite v medu. Če vam manjka brom, bakar, jod in tako naprej, magnezij, mangan, to vse, vse elemente, ki so vse dobite. Seveda, ne me zdaj, včasih se bo zgodilo, da pač ne bomo imeli, da je paša taka, da je manj, ali pa zelo malo, da so samo sledovi nekega elementa. Vendar praviloma dobimo v letni paši medu, to v letni, torej celo leto naberejo čebele, dobimo vse elemente noter. To je pomembno, da veste. Mi, poglejte, kalcij, recimo, to ste vsi slišali, da ne ponavljam, kalcij potrebujemo, gradnja kosti, gradnja zob, pravilno vzdraženje mišičja, srca, živčevja in tako naprej. Krom nujno potrebujemo pri gradnji nekaterih hormonov, zlasti recimo pri inzulinu in tako naprej. Bakar rabimo nujno pri gradnji rdečih krvničk, rabimo ga pri inzulinu, rabimo ga tako naprej. Torej, celo telo ne more. Ne vem, jod, veste, golša in te stvari, vse veste, da ga celo soda, to imate vse vi v medu. Če boste vsak dan pojedli žlico medu, veliko žlico medu, veliko žlico, ne malo, veliko žlico medu, tisti, ki je zdrav, torej ki je zdrav, ki je sicer, nima sladkorne, ne, ampak ki je drugač, celo znižuje sladkorno bolezen, celo znižuje, to so nekateri znanstveniki dokazovali in dokazali, da celo med nekoliko znižuje. Samo ga je treba, ne smemo ga preveč, ker ga to naenkrat ga ne smemo preveč, pa malo ga moramo. Vendar vsak dan moramo pojesti eno žlico medu, nikoli pa ne smemo pojesti med direktno, tako žlico, pa ga pojesti. Zaradi tega, ker bomo dobili gastritis, vnetje želočne sluznice. Namreč med je zgoščen in med v ustih se premalo razreči, ampak gre potem naprej in prije v želodec. In ljudje dostikrat pravijo, jaz ne bom in ne maram medu, ker me peče v želodcu. To ni treba tako vzeti. Jasno je, med pride na eno mesto in draži želočno sluznico. Drugače ga pa uporabljamo, med se uporablja vedno v stekočino neko in raztopljen. V čaju, vedno nikoli v vročem čaju, v mleku. Vi veste, takrat, ko so bili Izraelci zasužnjeni v Egiptu, pa tako dalje, jaz ne bom celo sveto pismo govoril, ker ga tudi ne znam, ampak ko jih je Bog jim je obljubljal, da jih bo peljal v deželo, kjer se bosta cedila med in mleko. Torej, že takrat, veste, in sveto pismo uporablja med na približno 500 tih mestih. Torej, so ga uporabljali že davno med in to po celem svetu in
tudi takrat, to je bilo že prej, to je bilo davno pred Kristusom, ne? Pred rojstvom Kristusa. Tako da so to uporabljali. Ampak hočem vam to reči, tudi takrat so vedeli, da je treba med jest z mlekom. Ne bojte se mleka. Ne bojte se vseh teh filozofij, ki jih danes trobijo o raznih nevarnostih mleka zaradi, ne vem, veliko maščob, polinasičenih in takih in drugačnih. Ogromno znanstvenikov danes že dokazuje, da imamo v telesu, v jetrih poseben encim, tako zvano reduktazo, poseben encim, ki nam naredi nasičeno maščobo v deviško, torej v tisto, ki je neškodljiva. Do jeter je škodljiva naprej, torej ko prije pa v kri ni. Torej, če nekdo je veliko, bojte se olja, hidriranega olja. Bojte se tega, polno jih imate na policiji, v trgovinah, hidriranega olja, rakotvorno, dokazano to je dokazano, tega se bojte. Ogromno ima notri škodljivih oksidantov, ogromno ima prostih radikalov in nevarnost raka je zelo. Tisto, kar je napisano na olju, ko kupujete, pogledajte, kupite si očala dvojna, rajši, če nimate, če vam ni dost, zato ker jaz tudi zmeraj nosim očala, zato da drugače ne vidim. Ampak tam, ki piše hidrirano olje, namreč tistega vrzite, to je za potleh, niti za vjarek ni. To je škodljivo, to ni za, ne smete jesti. Je veliko bolj zdravo in veliko bolj koristno, če pojeste kos špeha, pa čebulo, kot pa če pojeste hidrirano olje. Čuvajte se tega, to je samo mimogrede, to ne paše. Ravno tako je v mleku. Imate naša vsakdanja kmečka pamet nam govori tako. Če je nekaj na zemlji in na tem Božjem svetu od začetka in če je to človeška prva hrana, človekova prva hrana, takoj, ko pride človek na svet, pije mleko. In to polnomasno, normalno mamino mleko. In če bi bilo to slabo, in če bi bilo to škodljivo, potem bi sigurno v teh milijonih letih razvoja človeka in razvoja človeštva bi se to spremenilo. Če bi bilo škodljivo za človeka, bi se sigurno spremenilo nekako drugače. Ne, se strinjate s tem? Torej, to je nemogoče, da je tako, kot so včasih govorili o jajcu. So rekli, jajce je slabo, ker ima holesterola preveč. Vse veste, jaz se ukvarjam, jaz sem internist, in se ukvarjam z srcem, s pljuči, z dihanjem in predvsem pa srce, žilami. In jaz sem 20 let trobil, to, kar je bila naša doktrina, da ne smeš jajca, ki je imel holesterol. In tako je šel en možakar, veste, iz ambulante, pa je široko hodil, pa ga praša sosed, pravi, ko pa tako široko hodiš. Ja, doktor mi je rekel, da ne smem jajce niti dotakniti. Zapomnite si, v jajcih imamo dovolj holesterola, v rumenjaku, v beljaku ga ni nič. V rumenjaku je veliko holesterola, zelo veliko. Vendar je tako kot vse v naravi, je tudi tukaj dobro in slabo. Imate dober holesterol, ki varuje žile, vaše žile in vaše telo, predvsem žile pred zamašitvijo, pred sklerozo, aterosklerozo, imate pa unga, ki je slab. Ali pa simbolično, če vzemete kjerčte, imate angela in hudiča. To je simbolika, uporablja, to že davno uporabljamo. Angela in hudiča, imate hudiča, ki je pač hudič, in angela, ki varuje.
da ne bi prišlo. Seveda morajo biti ti v ravnotežju. Ne smejo hudiči prevladati, ne, ker potem človek zboli in dobi okvare razne. In ne sme prevladati angeli preveč, ki bi bilo preveč dobro, pa tudi od preveč dobrega tudi bi bilo lahko, bi šlo v ravnotežje drugo stran. Zato jajce, tudi po tej kmečki logiki, po navadni, ki imamo mi kmetje Slovenci, ki smo znani po tem, da znamo tudi pametno misliti, nismo vsi politiki, niso vsi, ne jaz mislim, ki ne znajo dobro misliti ali pa nočejo. Če bi bilo jajce slabo, se ne bi začelo življenje v jajcu. A razumete? Če bi bilo jajce škodljivo, tako kot so trdili in trdijo, oziroma so trdili v glavnem, potem se ne bi človek začel v jajcu. Začetek človeka je v jajcu. In tako dalje. To bi potem se sigurno v toku 1000 in milijon let nekaj spremenilo. Bi se nekako to drugače obrnilo, kakorkoli bi to, tisti, ki ste pobožni, bi to Bog, tisti, ki pa niste pobožni, bi pa to narava spremenila v drugačno. Iz škodljivega bi šlo v neškodljivo, ne? Torej, ampak to sem jaz malo zdaj zašel iz teh mineralov, torej samo mimogrede vam povem, da so minerali, imamo vse vrste mineralov, in torej magnezij, ki ga dosti priporočamo, zlasti pri trebušnih težavah, pri krčih in tako dalje, ga je zelo koristno, ker je magnezija tudi v medu in ga je dosti sorazmerno. Potem imate mangan, molibden, natrij. Natrij brez natrija, se veste, sploh ne bi mogli živeti. Ogromno je natrija, potem fosforja, energija, brez tega nema. Vsaka celica ima svojo peč. Mi imamo na 100 milijarde celic, človeško telo je sestavljeno in vsaka ta celica ima svojo peč, svojo centralo. In ta kurjava, s katero drva, s katero imprema, s katero se ta peč kuri, je ta fosfor, razne fosforjeve spojine in tako naprej. Kalij, osnovno za delovanje vsake celice, natrij, kalij, potem selen. Danes dokazano, da hrana, ki vsebuje selen, deluje proti raku, deluje proti spremembam, to je antioksidant in tako naprej. Potem silicij, cink. Cink, recimo, brez cinka danes bi težko živeli, recimo zlasti hormoni, potem delovanje celic in tako dalje in tako dalje. Pa vse te elemente, ki so v medu, vse lahko z žlico, v eni žlici medu. No, to sem samo periodični sistem, to ni pomembno. Pomembno je tudi povedati vitamini. Vitamini so snovi, ki nam, vitamini pomeni življenje in bi rekel amini pomeni osnovne sestavine dušika in beljakovin in pa za zgradnja telesa. Torej, vitamini so snovi, ki so nujno potrebni za prenašanje, za spajanje iz ene snovi v drugo, iz enega dela telesa na drugega in osnovni so zato, da nam pomagajo pri izrabi, ker nekatere osnov, ki mi pojemo, ne more telo porabiti, ampak porabi vitamin, da mu pomaga tisto snov predelati v tisto snov, ki je telesu koristna, ki je potrebuje. In imamo vitamine, imamo vse sorte vitaminov, eni so v vodi topni, eni so pa samo v maščobah topni. In če nimate dovolj maščob in če ne jeste dovolj maščob, vam ne bojo se vsrkali vitamini A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, ki so pa vsak zase izredno pomemben. Vitamin A zelo pomemben za vid, za oči, za kožo, za sluznice, za zdravje, da se pravilno to
bi rekel, da je to pravilno sestavljeno in da se pravilno izkorišča hrana. Vitamin D je nujno potreben pri izgradnji kosti, zob, ne, in tudi sicer pri bi rekel, pravilnem delovanju celic v tem sistemu. Potem vitamin E, nujno potreben pri, to je antioksidant, znan, pomemben preprečevalec raznih vnetij, raznih bolezni, potem za tvorbo hormonov je potreben in tako naprej. Vitamin K, za starjevanje krvi in pri nekaterih pomembnih celičnih delih. Če nimate dovolj masti, če ne jeste dovolj hrano, potem se vitamini ti tudi ne morejo vsrkati. Zato je treba, veste, maščobo ne smemo čisto dati na stran. Maščobe človek mora uživati, vendar ne pretiravati. In maščoba je tako, veste, če hišo gradite, potem veste, da rabite enega, ki vam gradi hišo, torej rabite opeko oziroma zidake, take ali pa drugačne, in to so beljakovine, to so aminokisline, beljakovine, ki jih imate v medu, potem imate malto, ki vam pomaga, ki vam drži, da bo to držalo skupaj, potem so recimo ogljikovi hidrati, potem morate imeti pa nekoga zidarja, ki to zida, in tistega, ki vam prinese opeko gor in tako naprej, zato so pa masti. Energijo rabite, da boste lahko to naredili. In tako imate v človeškem telesu tudi. Vitamin je pa tisti človek, ki vam pa prinese tudi kozarc vina, ker ste žejni. Ko zidarjo prinese, pa bo zidar imel boljšo voljo, če bo popil kozarc vina, pa bo boljšo voljo, pa bo tudi lažje pil, pa še zavrisko bo zraven, bo dobre volje, ko bo pil. To so vitamini. Potem imamo v aminokisline imamo, torej mi poznamo okoli 20 aminokislin, v medu so vse, celo koliko jih je in kaj jih je, to jaz ne mislim tako natančno vas ne mislim matrati s tem. To so te gradbeni elementi aminokisline. Potem so sicer kisline, druge kisline v medu. Glejte, v medu imate solno kislino. Vi veste, da je solna kislina zelo močna, da je to anorganska kislina, neorganska, in če vi solno kislino uporabite, če date na kožo, boste imeli opeklino. Ampak je imamo v telesu in je nujno potrebujemo. In je v medu tudi, sicer je v majhnih količinah, je pa to, ker je potrebna za uničevanje bakterij in je potrebna za uničevanje snovi, in je v želodcu imamo solno kislino. Normalno imamo v želodcu solno kislino. Vse veste, če doma koljete, pa če prašiča zakoljete, če imate koline, potem če želodec prerežete, če ne delate komenskega želodca, to se pa je nadev noter, pa tisto, potem boste videli, da je v želodcu 2/3 približno sluznice je spremenjene, črne, take, temne. To je sluznica, kjer zdrži, ki je pač tako zgrajena, in tam noter je solna kislina. Človek je namreč zelo podoben prašiču, večkrat, to si zapomnite, to je zelo, tudi zato sem tako rekel, ker je to, ko imate, zato je želodec je podobno tako, da si lahko tudi na prašiču ogledamo, kakšen je človek. Imate fosforno, smo rekli, za energijo in tako naprej, ampak imate organske kisline, vse veste, med ima svoj cvet, svoj duh, svojo aromo, svojo obliko in okus imate. In to je, veste, v medu so vse kisline, ocetna, jabolčna, citronska, mlečna in tako dalje, To imate v medu. Encimi.
Encimi v medu. Kaj so to encimi? Veste, kaj so to? Predstavljajte si, da je treba iti, da pride 10 ljudi, pa da morajo iti na uno stran reke, da morajo iti čez reko. Pa je čolnar, je en čoln, v katerega gre pa lahko samo 5 ljudi. In kaj bo rekel čolnar? Bo rekel, ja, 5 ljudi naj gre, 5 jih pa naj tukaj ostane. On jih bo pripeljal tja, potem bo šel pa po teh 5, pa jih bo še teh 5 pripeljal in tam jih bo spet 10. In ta čolnar, in to reče, ki to pelje iz enega konca na drugi konc, pa bo tam to skupino, ki je bila strnjena, ali pa to enoto, ali pa to hrano, ali pa to, bi rekel, gradbeno, neko hranilno enoto, bo to vzel, pa je bo pripeljal skozi sluznico na drugo stran. Ampak je bo prej razgradil, razkrojil, pa je bo eden encim, pa je bo drugi skup sestavil in tako naprej, pa je bo spet naprej porabil in to gre tako. To so encimi. In te encime, brez teh encimov, za vse procese v telesu, ki se dogajajo, rabimo encime. Ali fermenti smo rekli včasih, ali po slovensko kvasina. Kvas, kvasina. Ker nam kruh nam lahko shaja, če je kvas. Torej nekaj se dogaja, nekaj mora narediti drugače. To je vse te encime vsebuje med. No, to je ta čolnar, ta encim, ki sem takole. Pomembno je, da veste, človeško telo potrebuje tudi hormone. Brez hormonov bi mi ne bi mogli živeti. Hormonski sistem je eden, pa še živčni sistem. In če tukaj se štejete hormonski, živčni, to morate. Poglejte, hormoni za presnovo, naprimer vaščitnični hormon. V ščitnici je hormon, ki nam presnovo. Če deluje preveč ščitnični hormon, potem bo, če ščitnica preveč deluje, če preveč hormona izloča, potem bomo imeli prehudo prebavo, prehudo presnovo, in bo vsa ta presnova in bo človek hujšal in bo imel živčen in bo imel težave. Potem imamo hormone, nadledvična žleza je recimo, ki nam daje, ki imamo pomembne hormone za sladkor, za minerale in tako dalje, za žile, delovanje srca in tako dalje, ne bi vam o tem govoril. Potem imamo spolne hormone, zelo pomembni so spolni hormoni, se vidite, eni se trudijo, da ne smejo biti plakati z nagimi ženskami, ali kako že tisto, eni se trudijo, da bi bili. Zdaj, veste kako, mi stari, ki smo stari že malo pohotne, že mi bi radi videli, da bi bili skozi po avtocesti same nage ženske obešene. Zdaj, žena moja, ki je pa zraven, pa cvili, pa pravi, da ni prav. Zdaj, župnik, če je kdo župnik, bo rekel, ja, to ni lepo, to ni prav, ampak sam pa rad vidi, potiho, tako po noč. Tako da nikoli ne veste, kaj je prav, kaj ni prav. Hormoni delajo svoje, po svoje in to so hormoni, ki izločajo žleze z notranjim izločanjem in pomembno je, posebno je pomembno recimo, vse veste, kako pri starejših ljudeh, ker je Bog naredil napako, nam je voljo je pustil, moč je pa vzel. In hudo napako. Mi bi pa radi tudi moč. In zapomnite si in ženske in moški. Če hočete, da bomo vsi zadovoljni, da boste oba dva zadovoljna, potem pojejte, vsak dan mora mož pojesti žlico medu. Nobena Viagra ni tako dobra in nobena nima toliko moških spolnih hormonov, kot ima žlica medu. Testosterona je zelo veliko. Tudi pri ženskah, ki po menopauzi, se veste, pride do pomanjkanja estrogenih, torej do pomanjkanja hormonov.
teh ženskih spolnih hormonov, ne. In zaradi tega pride do puhličavosti kosti, osteoporoze, če ste slišali, ne. In seveda ženska mora, če hočete, da bo to vzdrževala, da bo dobila zdravila in da bo dobila prava zdravila, da ne bo te osteoporoze, da ne bo krhkost kosti. Kost postane tako krhka, kot recimo steklo. Kost je trda, steklo je trdo, ampak krhko. Malo se nagnete, malo, bi rekel, nakrenete in poči. In tu je nevarno, ne, posebno za starejši ljudi, če recimo poči, ker se potem tudi težko zdravi in če recimo v kolku, ne, pogosto pa v rokih, ne, tako naprej. In tega imamo ogromno je teh poškodb, ki se ne zavedamo. V žlici medu je ogromno tega prave sestavine, torej pravih teh estrogenov. Pomembno je, da so to tako zvani rastlinski ali fitoestrogeni. Namreč, kakšna je razlika ženski, običajno ženski govorim, ker se to dogaja v glavnem pri ženskah, torej tam okoli 90% pri ženskah. Namreč, na tiste sprejemnike, na tiste čutnice, na tiste receptorje, kjer je drugač bil estrogen, ta ženski hormon, in je celica navajena na njega, se zdaj vsede rastlinski, tale, ki ga najdemo v medu. In celica misli, da je vse v redu, pa ne bo propadla, pa ne bo uničena in ne bo prišlo, manj hitro pride do osteoporoze. Torej, pozneje pride oziroma celo pomagamo si s tem, da mogoče celo ne pride. Vendar jaz to ne morem reči, lahko trdim samo, da pride pozneje do osteoporoze in ženska ne rabi tako hitro jemati zdravila, sintetična, ta kemična zdravila. To je zelo pomembno. V medu so našli tudi serotonin. To je hormon sreče. Rečemo temu, človek lažje zaspi, lepše spi, pravilnost je bolj bolj miren je, ni razdražljiv. Otrok, če je otrok ali pa odrasel, torej ne kašlje toliko, nima tistega nočnega davljenja, tistega hudega kašlja, kaj se recimo take stvari pri tem, serotonin in tako dalje. To so zelo pomembne stvari. V medu imate tako zvan glukotilni hormon, ki sem že prej enkrat omenil, to je oves za srce. Če je vi človek, ki je redno med, bo imel dolgo zdravo srce in močno srce. Srce, tako kot vsaka stvar v telesu, mišična, srce je mišica, votla mišica, to je črpalka, ki ima mišično steno, ne? Mišica je to. In vsaka mišica je, imamo v srcu so tudi elastična tkiva, ne? Elastika je. In vi veste, srce, ko tako se stisne, pa da se čim močneje stisne, se mora to stisniti in raztegniti, da se napolni, pa spet stisniti, pa tako gre to. In to dela celo življenje. In ta elastika se počasi znuca. Veste vi to, da če imate novo elastiko, pa če je spustite, bo šla nazaj. Če imate pa kakšno staro elastiko, ne, od kakšnih starih gat, ne, potem pa ne gre več nazaj, če je vi raztegnete. Razumete? In tisti del, ki ne gre več nazaj, tako se dogaja, nima srce, nima več te moči. In da se to čim pozneje zgodi, vzememo, si to pomagamo, torej tudi z tem medom, v katerem je ta glukotilni faktor, kateri je hormon, ki nam pomaga pri tem, da elastika čim kasneje
propade, bom rekel, ali pa da srce ne popušča tako hitro. To je seveda zelo pomembno, da jemo preden zbolimo, da bi čim dlje zdržali. Ker človek, če bo pojedel vsak dan žlico medu, če bi jedel vsak dan žlico medu in če bi ga lahko pojedel celo življenje, ne, bi živel 300 let. Ampak, ker to ne delamo, ne, živimo samo 100. In pa še tisto včasih ne. Zato je potrebno pojesti žlico medu, zato preden zbolimo, da ne bi zboleli. To je preventivno. Potem, ko smo enkrat bolni, potem se moramo držati pač tistih navodil, moramo jesti zares tista zdravila, ki jih dobimo pri zdravniku. Drugače to ne gre, da bi mi zamenjali zdaj, da bo kdo zamenjal, da ne bo jedel zdravil na mesto, da bo potem med jedel. To ne gre. Med je pomočnik. Med nam pomaga pri vseh teh stvarih. Če smo zdravi, da ne zbolimo, če smo pa bolni, da nam pomaga, da čim prej ozdravimo, ampak poleg tistih zdravil, ki jih dobite pri doktorji. Tole morate paziti, da ne bi slučajno kdo zamenjal, da ne bo rekel, on je rekel, da lahko za med jem. To je že prav in moramo jesti med, vendar jemo zdaj, dokler smo kolikor toliko zdravi, pa da bomo ostali čim dlje mladi. To je zelo pomembno. Dolgost življenja je odvisna od te božje žlice medu. To je tisto, kar je. Seveda, če ti pade cigo na glavo, pa tam med nima kaj dosti. No, to so te žleze z notranjim izločanjem, ki se vam ne mislim o tem kaj dosti. No, to je pa tisto. Gledajte, na levi strani je celica, živčna celica. In ta živčna celica je pomembno, da je tako narejena iz unih celic, ki dovajajo dražljaj v celico in pa iz enega, bi rekel, dela, iz enega podaljška, ki odvaja dražljaj. In na koncu te desno, na desni strani, mislim, levo sliko gledajte, ampak desno tisti podaljšek, in na koncu tistega podaljška, je takale, vidite, tako je pa na desni sliki, če to je malo schematično, se pa tako izločajo, vidite, se do naslednjega živca ali do žile, do mišice, ni stika direktnega, ampak preko snovi, ki se tam izločajo na koncu. In mora biti tiste snovi dovolj, temu rečemo sinapsa, in če je te snovi dovolj, potem gre lepo dražljaj normalno. Če pa te snovi ni dovolj, potem pa seveda ne gre in so težave. In če jemo v medu, je tega acetilholina ogromno, tisti glukotilni faktor, sem rekel prej, ali pa sploh acetilholin. Tega je zelo dosti. No, to ne bi o kosteh, sem že povedal. Potem sem povedal, da imamo v medu tudi penicilin. Pomembno je, da to vemo, zaradi tega, ker je to pomembno je, da vemo, da imamo od ust naprej, ko bom šel zdaj, samo še to je ta zadnja sestavina, mislim, to skupina sestavin, skupina, ki je v medu. To so pa flavonoidi. To so tiste snovi, ki pomagajo uničevati proste radikale. Če tako bom zdaj, pa če vam to kaj poveni, ne vem. Poglejte, predstavljajte si, tako kot sem prej rekel, imate dobri holesterol, imate angele in hudičke. Eni škodijo, ampak to ne gre samo za holesterol, to gre za veliko snovi v telesu, ki se tvorijo. Imamo razne vse sortne snovi, ki jih vdihavamo, ki jih pojemo. Razne, vi veste, da imamo v slovenski hrani, v Sloveniji 60% vse hrane, ki ima že aditive, ima že dodatke. In vse to je strup. Vsi EI, ki so napisani,
To so ti prosti radikali, to so ti nezaželene snovi in te človek ne pozna. Naša celica ne pozna, ker je to nastalo šele zdaj v zadnjih 50 letih recimo. Človek je pa na milijone, to se ne more tako hitro prilagoditi. Ker je toliko let, to bi moral tisoče in tisoče let, da bi se prilagodilo na to novo snov. Te nove snovi pa ne poznamo. Naše telo je ne pozna, ne sprejme je, zato se bori proti njej, zato je to škodljivo. Zato pride toliko raznih alergijskih bolezni, zato pride toliko raznih revmatičnih bolezni. Poglejte, mi imamo milijone in milijone napisanih knjig in ogromno vemo o revmatičnih boleznih, ampak zdravila niti enega nimamo. Medicina danes na svetu nima zdravila proti revmi, da bi rekel, to je pa za revmo. Je za posledice revme. Imate proti vnetju, proti temu, da bi, razumete, to imate, če imate revmatično bolečino proti bolečini, če imate oteklino proti oteklini, če imate, razumete, to je že. Ampak da bi rekel, to je pa ne boste dobili zdaj revmatične. Ali pa recimo proti astmi, proti alergijam, mi nimamo zdravila. Pravega zdravila nimamo, ker to je vnetje, astma, recimo, to je vnetje, bronhialne sluznice, tele sluznice dihal, in mi nimamo, mi damo zdravilo proti vnetju. Ampak zakaj, da bi pa imeli zdravilo, da bi povzročitelja, tega pa nimamo. Zakaj? Ker ne vemo, nikoli ne vemo, kaj smo nekoč pojedli. Vi veste, da kaj smo pojedli, kaj smo vdihali. Mi, kaj se vdihavamo, razne pline, pogledajte na avtomobili, pogledajte, kje je to, to je zadnjih, ne vem, 50 let, recimo, jaz bom rekel 50 je mogoče manj, je človek, ima tega toliko vdihava, toliko teh izpušnih plinov, toliko. Potem vse sortne razne stvari, kar pokadimo, popijemo in pojemo, to so vse razne coprnije, ki jih nažalost mi danes lepo mirno jemo in ljudje, pogledajte, ljudje rajši kupijo una jabolka, ki so fajn poškropljena, zato ker so lepa rdeča, kot pa domača jabolka, zaradi tega, ki so manj ali pa nič celo ali pa kaj so manj poškropljena. Ravno tako nekatere druge jedi, nekatere druge, ki imamo ogromno te. Vodo pijemo, vidite, vse sortne, tako in drugačno. Danes se ljudje bojijo vodo piti, zato ker vidijo reko, kakšna je, pa vejo, kako je to. Čeprav je to očiščeno in vodovodna voda je prav gotovo najbolj čista voda. Od vseh ustekleničenih voda, ki jih imamo v trgovinah, je najbolj pravilna in najbolj čista voda in najbolj je pite vodovodno vodo. Ta je sigurno najbolj. Namreč zakaj? Poglejte, ko vi čisto vodo pijete v steklenici, to je samo moda, veste? Mi imamo vode dost. Slovenija je tretja v Evropi, tretja država, ki ima dost zaenkrat vode. Če mi najbolj čisto vodo damo v steklenico, to, ki imate v trgovi, ki je kupite, najbolj čisto iz biser, sam čist, vendar boste notri v tisti vodi, ki je najbolj čista od vseh, bo vsaj 5 živih organizmov. Bo jih več, ampak jaz tako rečem, jih bo vsaj 5. In če ta voda stoji na toplem in tako naprej, te organizmi bojo porabili tisti kisik in tisto, kar je, v tem se bojo razvili in se razmnožujejo in jih je ogromno. In vi veste, če ste doma, pa veste, kaj pravijo ljudje, pravi, to je postana voda. Veš, kako smrdi, če je dolgo voda nekje postana. No, tako, če to vodo, ki je vzemete nekje, bi rekel, izpod skalce teče voda, kot je napisal Slomček, je to zelo lepo. Je čista voda, vendar to vodo potem kontaminiramo, potem se to okuži in potem pride do nesnažne vode. Kasnej, ali pa celo potem, ko odpiramo, ali pa ko točimo, ali pa tako naprej. In sigurno je danes v Sloveniji, saj na Gorenskem vem, da je tako, v Ljubljani vem, da je tako, na Dolenjskem je tako,
da je ta voda najbolj čista. Prav gotovo vsak dan pregledana in vsak dan čista. Medtem ko una voda, veste, je pa vprašljiva. Pa ne zato, ker bi bil jaz proti tej ali proti uni. Jaz ne. Če greš nekam, boš pil, boš vzel steklenico, samo moraš gledati, da je to, kdaj je polnjeno. Da ni to postana voda, stara voda. Ne? Ker, se veste. Če pa že, mim grede, to sicer ne spada v med, ampak kljub temu, ker greste v kamorkoli na izlet, kamorkoli pa vzemete vodo s sabo. Če pa že, potem pa doma naredite to. Vzemite vodo, če že greste nekam, da ne bo vode, da ne boste vodovodne in da ne boste zaupali tej vodi. Potem vzemite tole vodo, kupite, ampak odlite en deci vode ven, pa drugi pa namesto tistega dolite en deci v 1,5 litra, torej v steklenico, tisto plastenko, dolite noter pol ali pa cel kozarc vina, rdečega vina. To je sigurno dokaz in sigurno dokazano to že 100 in 100 let, pa še tudi danes je dokazano, da je to najbolj sigurna dezinfekcija. Vse boste uničili in voda bo neoporečna bo, voda bo zdrava in nič ne bo bakterij, vse bo uničilo. Zato tisto popite, tista voda je, zdaj preveste, jaz ne zato, ker jaz sem Belokranjc drugač po rodu, ne zato, ker sem Belokranjski, pri nas raste vino, raste trta in vino delajo, ampak zato, ker je to tako. Poglejte, Aleksander Veliki, ko je šel na pohode po celem tam po vzhodu, po tistih deželah, je vse osvajal, ker ni imel na frontah, ni imel izgube. Ker je moral vsak vojak, ker tam je oporečna voda, tisti vse veste, kakšne vode so tam v Aziji, dol bi rekel, proti vzhodu, in tam, ker je Aleksander Veliki osvajal in v Severni Afriki ne vem kaj vse, to je slaba voda, ni pitna. Ampak je moral vsak vojak imeti v tistem mehurju s sabo vino, oziroma tisto je bil že jesih, ni bilo vino. In je moral, preden je pil iz kanala, iz tistega, ker je tam iz tiste mlake, preden je vzel vodo ali pa iz tiste štirne ali pa kamor so prišli vojaki, da so imeli vodo, je moral dati, če ne je bil streljen, je moral dati noter tistega jeska, par kapljic, zato da je razkužil. In niso imeli črevesnih bolezni, ni bilo dris, ni bilo te, zato ker so vse te bakterije uničene. So uničili s tem. To si zapomnite, samo mim grede, vendar to spada zraven, bi rekel, tudi zraven teh snovi, kaj mi vse popijemo, kaj pojemo. Človek, še enkrat zdaj nazaj, človek ni pripravljen, njegovo telo, naše telo ni pripravljeno na toliko sprememb, na toliko novih snovi, na toliko tujih snovi. In naenkrat se začne, se veste, ena celica se spremeni. Zaradi tega tuje snovi, tega kisikovega prostega radikala se spremeni, tega hodička, en hodiček se zarije noter in se potem ta celica, in se potem vsede in je noter. In ko se ta celica deli, prideta dve celici, ki imata obe dve hodički, nekaj sta hčerini celici. Imata obe dve ta notri, to snov, tega hodička. In potem iz teh dveh se naredijo 4, iz 4, 8 in tako dalje, naenkrat nastane celo skupina in pogruntajo druge celice, ki so zdrave, okoli, pogruntajo, da to pa niso to prave, te pa nekaj ni v redu, imajo notri nekaj so drugačne, kot smo mi. In pride do borbe, pride do reakcije, odziva, in se začne cela vojska v telesu, je rekel, neki sovražnik je se infiltriral noter, nekdo je prišel in pride do reakcije. Včasih je ta
je ta močnejši, je večji in potem gre po celem telesu in naredi škodo. Včasih se naredi na takem mestu, da je ta reakcija na srčnih recimo strukturah, na srčnih zaklopkah, včasih je na sklepnih ovojnicah, sklepna revma, včasih je na katerikoli recimo na ledvicah in tako dalje, po telesu se to naredi in pride do te reakcije, do te borbe in je precej mrtvih, ne, in tam pride do te, bi rekel, do te reakcije, do te okvare tkiva in naenkrat človek zboli in vidite, in ker da ne bi do tega prišlo ali pa da bi čim pozneje do tega prišlo, mi moramo v telo vnašati tako zvane angele od zunaj, tiste, ki nam pomagajo, da ne bi prišlo temu, rečemo pa antioksidanti, ne, proti tem hudičkom, ne, moramo, in ti so pa notri, ti imamo pa recimo v medu jih je ogromno, potem je v zelenjavi, v sadju, zlasti v barvasti zelenjavi, v barvastem sadju. Barva, recimo v rdeči pesi jih je več kot v beli pesi. V rdečem radiču jih je več kot v belem, v rdeči čebuli jih je več kot v beli. Razumete, to mislim barvaste. V rdečem grozdju jih je več kot v belem, zato sem rekel rdeče vino, dejte noter, boste ga lahko manj dali, ukolikor komu ne paše. Jaz mislim pa, da razen otrokom majhnim vsakemu paše, če je v 1,5 litra, če imate en kozarc vina, nekateri bomo dali malo več, ne. Ja, bomo bevando, vidite, to je bevanda, veste, Dalmatinska Zagora pozna, kakšna je tam voda, slaba, za nič, taka bi rekel, ne, sigurno je 100-krat kontaminiran in oni dajo vino noter, ne, vodo, zato da naredijo bevando in so zdravi, nimajo teh črevesnih in vseh teh raznih milijon drugih težav. No, to sem hotel, to je tudi recimo eno takih dokazov. No, zdaj pa samo na kratko vam bom povedal, ne bom vas moril. Če pa hočete, povejte vi, gospod Prezelka, kdaj če me snehati? Lahko nadaljujem še, pa vi povejte. Vi povejte, jaz bom nehal, ko boste vi rekli. Glejte, zdaj gremo naprej. Ko pride med v usta, zdaj, ker poznamo vse sestavine medu, poznamo, kaj vse deluje. V ustih imamo mi veliko raznih bakterij. To je najbolj umazan del telesa. Bolj umazana so usta, kot pa debelo črevo. Nam je sicer to čudno, ampak vam povem, da je v ustih katastrofa, kaj imamo noter. V ustih imate vi polno bakterij in seveda je potrebno, da je čim več sline. In imate zato slinavke, ki morate te slino dražiti. In čim več sline je zato, da pljunete ali pa da pojeste. In če pojeste to, pa če to pride v želodec, je tista solna kislina, ki sem je rekel prej, če se spomnite, je pomembna solna kislina v želodcu, da uniči bakterije, ker solna kislina jih bo zadavila, sigurno. In v ustih imamo in nam dela v ustih težave za zobmi, povzroča razne gnilobo zobno. Potem zelo pogosto imamo v ustih bolezen, ki nastane zaradi raznega teh bakterij in teh škodljivcev, tako zvano majavost zob, parodontozo. Ste slišali to? Ja, no, kaj je koristno? Če imate vi med, poglejte, če imate med, kaj naredi? Med vam prvič v ustih, če imate recimo med v satju, kar je zelo koristno, namesto da bi čigumi, ne, čigumi ljudje imajo, to je sicer dobro in dobro je, da spodbuja slinavke, da tiste slino čim več, da ven pljunete oziroma da je pač pojeste, če kdo, boljše, da ven pljunete. Vendar, če imate vi satje z medom, pa tisto čikate, se tako še reče temu, ne, tako po domače,
potem je to vam vzburja slinovke, povečamo izločanju sline in vam očisti zobe. Več je tekočine in vam mehanično čisti. Poleg tega imamo pa v medu penicilin, ste slišali. Potem imamo v medu H2O2, to se pravi vodikov peroksid. To je tista ustna voda, ki smo jo včasih uporabili, veste, ustno vodo. Se spomnite za dezinfekcijo, za oči, da smo lepše dišali, če se špunci, ker prej ni bilo drugega. To je v medu že normalno. In imate vi to v ustih in to očistite s tem, da mehanično odstranite bakterije, pa s slino in to, pa jih še kemično, torej, ker je penicilin, in še uničite s penicilinom in uničite s tem vodikovim peroksidom in pa tako naprej. To je zelo pomembno, da vemo v ustih, ker v ustih seveda se nekaj te že raztopi, nekaj se ogljikovih hidratov, ampak to pustimo. Potem, ko mi pojemo, gre hrana, tamle si od zgore začnite, tam je požiralnik. In uno dol je ta veliko, ta napihnjeno, tisto tam je pa želodec. Želodec je tako ta človek, tisti, ki je tam na sliki, tako kot jaz proti vam. To je leva stran moja, to je desna in on je ravno tako, ker zmeraj se mi tako gledamo, da je če gledamo tako, je tam leva stran, ta je pa desna. Glejte, to je želodec in se v želodcu, smo rekli, ko pride med v želodec, se v želodcu prevleče po sluznici, če ga seveda popijemo, če ga raztopljenega, če ga znamo prav, ali pa če ga v tekočem stanju, pa če ga ne preveč. Lahko ga 5-krat na dan pa majhno količino, da tisto žlico dobite količinsko. Ni treba na to naenkrat. Lahko pa to vse skupaj daste, smo rekli, ko sem prej rekel, raztopite. Pomembno je, med je zelo, zelo koristen, da vam zaščiti sluznico. On vam naredi ščit, film po sluznici, tako da vam ne nagaja, da vam ne draži. Seveda, če prije na en kup, potem predre tisti film in vam potem draži sluznico. Vi morate pomalo ali pa čez raztopljenega in potem vam proti kislini, proti prevelikemu izločanju kisline. Veliko ima ljudi težave s kislino, zlasti mlajši ljudje, pa tudi starejši, ampak zlasti mlajši imajo težave, imajo zgago, peče ga pravi zgaga me peče nazaj po jedi in tako naprej, ali pa sploh ga imate težave. Z medom si bo sigurno pozdravil, samo je treba ga jesti tako, ne ga jesti tako, da boste, še enkrat vam povem, to povdarjam, zato ker ljudje pravijo, ne jem medu, ne maram jesti, ker me peče želodec. Zlasti mlajši ljudje ne marajo tega. Zaradi tega si vi zapomnite, da to lahko, samo med morate raztopiti. In med morate lepo, zlasti najboljše v mleku, kdor pa mleka ne prenaša, pa v čaju, samo ne v vročem. Ali pa v vodi, ali pa jaz ne vem, v čemer šte. Z vinom ravno ne gre, ne gre skupaj, ker je kislo pa. In vam proti kislini smo rekli tudi, proti raznim majhnim ranicam. Kaj je še? V želodcu imamo pogosto in naprej gre 12-nik. Glejte, tale del je 12-nik. Ja, se to da tlele tudi povedati. Ne, čakajte. Ne, samo vse. Aha, vidite tole, ja, tako. To je 12-nik. Glejte, tisto, kar je spuščica gor. Tam se začne 12-nik in je tako, ko potkev gre okoli, potkev, tisto se imenuje, to je 12-nik. No in vse skupaj tukaj se zelo pogosto naredijo rane. In zelo pogosto je kriva bakterija, ki povzroča rano. Ena bakterija, ki se svetlika in se imenuje, to se pustite zdaj, kako Heliobacter pylori in to ni pomembno. Pomembno je, da obstaja ena bakterija, ki je verjetno kriva za nastanek rane. In zdaj, če vi pojete med in če imate med v pravi obliki, tudi če ga tako pojeste, potem je v tem medu tudi penicilin noter. Je tudi, smo rekli, antibiotiki so noter, ki nam pomaga, zavira razmnoževanje te bakterije.
ker sicer morate to bakterijo vi z antibiotikom, pa s protikislinskimi sredstvi, pa tako naprej, tole s temi zadevami morate pozdraviti, ampak če to z medom se to da preprečiti, se to da zmanjšati, ne? In vam s tem olajša težave, ki imajo ljudje, zlasti mlajši ljudje imajo veliko težav z želodcem, ki ne vejo, ne? In to je pomaga. Glejte, v 12 se na tem mestu, ker je vrh Puščice, pogledajte, na tem mestu se v 12 izloča, tam pod želodcem je ono tako podolgovato, tole, vidite, tole je pod želodcem je, kje pa je dan hodir, jaz to ne znam, veste. Aha, tole je, to je, vidite, to, kar je Puščica, to dol je trebušna slinovka. In trebušna slinovka, vidite, pod želodcem, za želodcem se izloča v 12 in trebušna slinovka nam pomaga pri prebavi, pri prehrani, nam izloča in pomaga, namreč med pomaga, ker ima vse tiste snovi, ki so tudi v trebušni slinovki in vam pomaga pri prebavi, pomaga pri pravilni. In še nekaj vam povem, kdor poje redno vsak dan med, vsak dan žlico medu, ne bo imel nikoli problema s stolico, ne bo zaprt. Ogromno je danes ljudi, ki nimajo takega fizičnega dela, ki bolj sedijo, imajo sedeče delo v službi, cele dneve, kako drugače, ti ljudje so bolj zaprti dostikrat. Ali pa tudi sicer zaradi prebave, premalo vlaknin pojemo, vlaknatih snovi, sadja, zelenjave zlasti. Premalo Slovenci pojemo, mnogo premalo tega. In zato je med vam pomaga tudi pri prebavi, pomaga, da se pravilno, za pravilno gibanje črevesa. Vi veste, da se črevo giblje normalno tako, da se spontano, mi rečemo temu peristaltika, normalno se giblje in poriva in prebavlja s tem in poriva hrano naprej. Da je ta prebava, da je to gibanje normalno, nam pomaga torej te snovi, ki so v medu, zlasti recimo acetilholin in pa te snovi, ki so potrebne, vse vitamini, minerali in tako, ampak zlasti acetilholin, ki je noter. To je zelo pomembno, da veste. Seveda, veste, takole je, med, sem prej rekel, bom preskočil, zdaj malo pa bom tako povedal. Med je zelo koristen in ga je potrebno jesti pri srčnih bolnikih. Ljudje, ki imajo težavo, ljudje, ki so starejši ali pa, ki so starejši od 50 let, bi strogo morali jesti med zaradi tega, da bi imeli čim več tehle angelčkov, da bi dobili v sebe. Varuhov. Največ ljudi umre zaradi bolezni srca in žil. Možganska kap, srčna kap ali infarkt, ne. Zapora, zaradi zapore, zaradi skleroze, ateroskleroza rečemo, skleroze, zapore, zožitve žil. In do teh zožitev žil pride zaradi vseh sortnih, smo rekli, tistih prostih radikalov, zaradi vseh sortnih stvari, ki jih uživamo, ki jih jemo. Ogromno je kriva tudi življenje, stresne situacije, to je ogromno krivo in vse to nam pomirja, sem rekel že prej, da nas protistresno deluje, ker je v medu serotonin in tako dalje, so še druge snovi. Ogromno je v medu snovi teh angelčkov, ki nam preprečujejo, da bi prišla skleroza, to zoženje venčnih žil, srčnih žil ali pa možganskih, to razpoka ali pa krvavitev v možgane ali pa do infarkta in do zapore, do angine pectoris in tako naprej, če bo kasneje prišlo. Bo zavrlo se ali pa bo celo preprečilo. No, to jaz ne morem trditi, da ne bo, če boste imeli tedi, da ne bomo imeli težave, enkrat bo treba umreti, enkrat je prej ste, samo da bi to bilo čim kasneje in da bi se temu reče, kako se reče doma po domače, da bi zdravi umrli. To da enkrat, tako. Da nimamo teh s čim manj težav. In je res treba to, veste, če med jeste, je ena od pomembnih živil in zdravil za dolgost življenja.
Treba je zelo na to gledati, ker je treba, veste, prej se čuvati, preden zboliš. In zato je treba vsak dan, to ni tako, če si vzemeš vsak dan eno žlico medu, to ni nobena posebna muka, da je ne bi to naredil. To preden gre službo, pa čeprav nišče dosti ljudi je, ki nepravilno je, pa zjutraj sploh nič ne je. Ampak če boš pa popil, če boš zmešal z mleko ali pa kaj, sem boš dal žlico medu, pa dal v mleko, pa zmešal, pa tisto popil, pa pol šel hitro, ta čas, ko se oblačiš, pa to že tisto lahko se naredi in pomeš in je stvar in si, bi rekel, za prvič je zdravo, koristno, pomagati in cel dan dobiš energije, torej do malce, dokler pač spet ne ješ. Mogoče samo še to o medu, še enkrat vam povem tisto, kar sem čisto začetku začel. Ne se bat medu jest, tudi alergiki, tudi ljudje, ki imajo alergijo, kot so recimo astma, naduha, kot so recimo razni ekcemi, kot so recimo razni senski nahodi, kot so recimo razne take alergijske težave, ne se bat, ker cvetni prah, ki je v medu, ta je najbolj, cvetni prah, ki je v medu, ne gre skozi sluznico prebavnega trakta. Seveda v primeru, da imamo zdravo sluznico. Če je pa v sluznica bolna, vneta, če je vneta sluznica, potem je pa nevarno, da gre tudi to v kri in pride do alergije. Če recimo rana, če recimo več ranc, če recimo tako, to je treba biti previden pri teh stvarih. In vsakdo od vas, zlasti čebelarji, moramo imeti sredstvo, ki bomo takoj pomagali, ker če pride do alergijske reakcije, takojšnje, ker imamo več, bi rekel, teh stopenj, več različnih odzivov na ta organizma, na te snovi, alergene, na te škodljivce. In obstajajo tudi taki odzivi, ali pa bi rekel take alergijske reakcije, ki je takoj, ki prije v 1 minuti, v 2, v 5 minutah in mi rečemo temu anafilaktični šok in človek lahko umre. In če ti pride nekdo, je treba znati pomagati. In vsak čebelar mora imeti tako in tako v svoji omarici, tam, ker ima prvo pomoč, ker se lahko tudi s šilom, ko zbade, ker se lahko ne vem s čim poškoduje, mora imeti nekaj za prvo pomoč, pa mora imeti tam tudi sredstvo, zdravilo proti alergiji, proti tem šoku, ker je to zelo nevarno. Jaz imam tako in tako, ker sem pač v tej stroki, imam torbi že, ne? Ampak vsak čebelar mora imeti, to imam napisano v teh knjigah notri, da kaj mora imeti vse čebelar, ampak mora imeti 1, 2 snovi proti alergiji, to bom pri vsakem doktorju, vašem osebnem, to dobite. Pa mu recite samo, da ne vam da proti alergiji, pa tisto mu povete, kar je v knjigi, pa bo vse okej. Zato ne bi vam našteval, ampak lahko vam pa tudi povem, nima smisla, ker to mora imeti vsakdo tudi sicer doma. Vi ne veste, otrok vam zboli, tam pride do nenadno nekaj poje, nekaj vdiha, nekaj ga je pičilo, nekaj drugo, je treba biti previden, zaradi tega lahko umre. Če ni takoj, tisti moment je treba v bolnico in treba takoj, oziroma zdravniku je treba takoj pomagati. Tako da bo to, da dobi injekcijo in da bo prav. In to imate vi sami, vsak čebelar ima tudi tako injekcijo, veste. On vam to namaže, pa vam dvigne, pa samo nekje zbode, pa vam stisne. Tako, samo to je tako kot, bom tako povedal, si predstavljate kot tisto šampon, veste, ki je samo za stisniti za enkratno uporabo. Vse veste, ko imate za glavo, za lase umivati. Pa si predstavljate, na koncu tistega šampona je pa iglica, ki je lepo zaprta, tako imate tulček čez,
tako cevk, da je zaščitena in je tam lepo spravljena. In ko ima tak človek, ko dobi koprivko, ko dobi takle težko diha, pa se duši, pa če se mu jezik, pa grlo, pa žrelo se mu odebeli, pa pride do težav, takemu človeku je treba dati tisto, stisnete tisto noter, tisto zdravilo, in adrenalin se imenuje, in ga potem, ali pa fažija, to je zdaj vprašanje, kaj dobiš, od katere firme, ampak to mora biti, ta snov je, drugače pa vsakdo mora imeti tablete, da mu še da proti alergiji in te stvari. To morate imeti, to je zelo potrebno. Zelo potrebno je vedeti, da imamo v medu tudi salicilno kislino. To je kislina, iz katere je narejen recimo aspirin, to vsi poznate, aspirin, ne? In ta, imate tudi to notri, in ta vam pomaga proti krvnim strdkom, da ne bi nam zamašili krvni strdki, in zato so te stvari. To je vse, veste, vse se da, o medu se bi dalo govoriti 14 dni in še malo čez, ampak jaz se bojim, tako kot sem prej v začetku rekel, se bojim, če vam bi vse povedal, pol sem lahko ob službo, pol me bo kjer prišel, pa me bo... Dobro, jaz se vam zahvaljujem za poslušanje. Jaz bi se v imenu Čebelarskega društva Komenda in Turističnega društva Komenda gospodu Kapšu še enkrat prav zahvalil. Upam pa, da ste vsi, kot čebelari, kot tudi uporabniki medu, slišali veliko novega o medu, o njegovih zdravilnih učinkih in da bo naša prodaja medu uporabnikom še boljša, za boljšimi nasveti, kar pa seveda vpliva tudi na samo prodajo. Hvala vam vsem še enkrat.